je bila mati preblažene device, torej Jezusova babica. Oba z možem Joakimom sta bila kraljevega Davidovega rodu. God ima 26. julija poleti, tako imenovan je takrat Anin dan. Sveti Ani se zatekajo dekleta, da bi dobila dobre može, neveste za srečen zakon, nosečnice za srečen porod, ter nerodovitne žene, da bi dobile otroka. Ana je namreč simbol materinstva, njen mož, sveti Joakim, pa očetovstva. Sveta Ana je največkrat upodobljena z otrokom v naročju. Tako, naredili smo že kar veliko korakov. Skupaj z Bartimajem pa bomo zdaj delali prvi korak in sicer je prvi korak preprosto sedeti ob poti. Slišali smo, da se je ta zgodba odvila v Jerihi. Dve besedi v Jerihi, to je najstarejše poznano mesto na svetu. Tisoče let nazaj so izkopanine tam. In značilnost Jerihe pa je, da se nahaja v dolini reke Jordana, v geografski depresiji, tam 250 metrov pod morjem. Tako da zgodba, ki se začenja nekako na dnu in se uspenja pot od Jerihe do Jeruzalema, ki je približno skoraj na višini 1000 metrov, tako da je precej več kot 1000 metrov vzpona. Zato je Jeriha tak simbol enega novega začetka, ene nove poti, na katero se začnemo vzpenjati. In zato je tudi v Svetem pismu Jeriha srečanja ne samo Bartimaja, ampak imamo tudi Zaheja in pa nekega neznanega reveža, ki je padel med razbojnike. Potem imamo pa Bartimaja, ki je sedel, smo slišali o poti, dejansko življenje je šlo mimo njega, on je bil samo nekakšen opazovalec. Ampak ne samo tak distanciran opazovalec, ampak je imel v sebi eno pričakovanje, da se bo nekoč nekaj zgodilo. Je čisto drugače v življenju, če gledamo samo kako teče mimo, ali pa da pričakujemo, zdaj, kdaj bo pa prišel tisti trenutek, ki bo tudi zame pomembno. In to notranjo držo smo povabljeni, da imamo, da gledamo svoje življenje, kako se nič posebno ne dogaja z enim pričakovanjem, kje se bo pa zdaj nekaj zgodilo, kar bo tudi zame pomembno. Torej, čakati ob poti pomeni zavedati se svojega življenja, do zdaj prehojene poti, svoje enkratnosti in tudi svoje poklicanosti. Pomeni si tako čisto konkretno poznati svoje življenje in ga sprejemati v pričakovanju, da bo Bog obiskal tudi mene, da sem tudi jaz njemu pomemben in da bo prišlo do tega srečanja. V bistvu je to župnijska cerkev župnije Vrabče.
Zdaj je ta župnija sicer združena skupaj, se pravi Štjakom in Senožečami. Je pa to najvišja točka današnje poti, 605 metrov. Praznik, ki se tukaj obhaja, je pa 2. februar oziroma svečnica Jezusovo darovanje. Tako, Svetim Bartimajem delamo drugi korak. Prvi smo rekli, da je bil slediti v poti, drugi pa je aktivno čakanje ali klicanje. Ko je Jezus prišel mimo, je Bartimaj začel kraljem evangelij na glas vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. A ne? Ena velika stvar je prositi za pomoč. Ne? Večkrat se že ustavimo tam, ne? Smo v stiski, ampak nam je težko prositi, težko nam je reči. Ne? Tako da imeti ta pogum, ne samo malo potiho izreči v enem takem krogu najbližjih, ampak da je začel na glas vpiti: Jezus, Davidov sin, usmili se me, je res ena velika reč. Bil je torej čuječ, ni se prepustil eni pasivnosti, ampak je zaznal, da je Jezus v bližini in ga je poklical na pomoč. Torej, narediti vse, kar je v naši moči in se ne sprijazniti z nekim žalostnim stanjem, z neuspehom in z nemočjo. In vse to izhaja iz upanja. Z Bogom nas povezuje vera, upanje pa ljubezen. In če nimamo upanja, tudi ne začnemo klicati na pomoč. Ko kličemo, pomeni, da vztrajamo, da vzdržujemo odnos, ki morda spi, ali ga ne čutimo in si želimo, da bi se ta odnos poživil. In sveta vesela, večno je postala, med nami prebivala, je Jezus ime. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ubranila, Marija pridi po nas. Smo v cerkvi svetega Martina, to je zdaj 6. točka, 6. cerkev našega pohoda. Sveti Martin goduje 11. novembra. Rojen je bil leta 1316 v Panoniji, v mestu Sabarija. Danes je to Madžarska, na Madžarskem. Umrl je leta 397, pokopan pa je v Tursu, v eni najbolj znanih božjih
poti v srednjem veku. Ta cerkev tukaj, ki je ena izmed najbolj znanih kulturno-zgodovinskih znamenitosti tle na Vrheh in na Primorskem nasploh. Je prav ta cerkev tle svetega Martina v Grižah. Zanimiva je predvsem zaradi tega, ker ima streho iz kril, ne celo streho, ampak samo ta začetni del. Tako naše duhovno potovanje s slepim Bartimajem, pa naslednji korak, ki ga delamo z njim, je izkustvo nasprotovanja. Prejšnji korak je bil to, da je Bartimaj poklical na pomoč. Slišali smo, da je vpil, da je bil glasen in lahko bi rekli, avtomatsko vemo, kaj sledi. Če je kdo glasen, se bodo našli ljudje, ki jih to vznemirja in moti, in so ga, tako pravi Sveto-pismo, mnogi so ga rotili, naj umolkne. In ta glagol rotili je en zelo močen glagol. Tako prav, mislim, da Slovenci kar nimamo tako. V grščini to pomeni zapretiti, ukazovati, rotiti, to res tisto. Priživam Bogu, te prosim, da nehaš s tem zdaj tle. In ta glagol nastopa tako pri zganjanju demonov in obsedenosti. Tako da lahko vidimo, da so pravzaprav ljudje, ki so hodili z Jezusom, tega Bartimaja, ki je začel piti, Jezus pomagaj mi, imeli za obsedenega. Kako je to nenavadno, da nekdo, ki kliče na pomoč Boga, ga imajo drugi za malo zmešanega ali pa celo obsedenega. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v Kristu. Smo v cerkvi svetega Tomaža, apostola, kot ima 3. julija, umrl pa je leta 67 po Kristusu. Sveti Tomaž je zavetnik Azije, arhitektov, zidarjev in kamnosekov. Nejeverni Tomaž je simbol človeka, ki dvomi ali se težko odloči za vero. Izročilo svetega Tomaža, ki je deloval tudi v Indiji in je umrl mučeniške smrti, umrl pa naj bi v Maljapurju pri Madrasu, to bi bila Južna Indija. Usmrtili naj bi ga z mečem oziroma sulico. Zaradi tega so tudi te upodobitve svetega Tomaža ponavadi sulico, dotikajoč se Kristusovih ran. Tako, mi delamo korake naprej s slepim Bartimajem, ki je doživel nasprotovanje, pa je kljub temu vztrajal. Vztrajal je pri tem, da je klical Jezusovo ime in sicer je klical usmiljenja. Njegova prošnja je bila: Jezus, Davidov sin, usmili se me. To je ena značilnost Jezusovega učenca, da se ne sklicujemo na svoje zasluge, na svoje dosežke, kaj smo dobrega naredili, pa kaj smo dobrega želeli, tako naprej, ampak da prosimo Božjega usmiljenja. Tudi kralj David, ki je kot Jud prejel obljubo večnega kraljestva in da bo na njegovem prestolu vedno sedel naslednik in da bo iz njegovih vrst prišel odrešenik, ni velik zato, ker je bil mogočen kralj. Ampak je velik zato, ker je bil sposoben, ko je grešil, pa je grešil fajn, se pravi, je prešuštvoval, pol je hodil prešuštvo prekriti z umorom in je šlo to se zapletlo, skratka greh na greh, ampak njegova veličina
je v tem, da je priznal svoj greh, pa prosil sminjenja. Sedaj se nahajamo v podružnični cerkvi svetega Kancijana oziroma svetega Antona Oraška. Sveti Kancijan ima god 30. maja, umrl je leta 304 po Kristusu, bil je pa oglejski mučenec. Medtem, ko je bil sveti Anton, nekateri mu pravijo tudi sveti Anton Veliki, puščavnik. Goduje 17. januarja, umrl je leta 356 po Kristusu. Tako da sta v bistvu s svetim Kancijanom živela v istem času. Anton Veliki puščavnik je bil doma iz Egipta, ob poslušanju Božje besede pa je vse razdal ubogim in se odločil, da bo postal puščavnik. Zaradi tega je šel v puščavo. Tako kot je Anton vse zapustil, pa šel v puščavo, ker je ugotovil, da Bog zadostuje, kot tudi naš Bartimaj v tej pripovedi, ki jo sledimo. Prišel trenutek, ko je zaslišal Jezusov glas in je takrat Jezusa, ki ga vabi, in je odvrgal svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Torej, 3 take stvari. Odvrgal plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Tako, ni naključje, da je evangelist vse 3 besede uporabil, da je hotel s tem pokazati res eno dinamiko, kaj se zgodi, ko slišiš, pa prepoznaš, da te Jezus nekam kliče. Ključno je tole odvreči tisto, kar je ugotovil, da ne potrebuje več. Ko spoznaš od Boga, ko se na njega nasloniš, vidiš, da pravzaprav mnoge stvari, ki si jih potreboval prej v življenju, ne potrebuješ več na način, da postanejo pravzaprav ovira. To, kar je bilo prej za tega slepega Bartimaja nujno za preživetje, plašč, da je se zaščitil in tako naprej, v enem trenutku postane ovira, da bi hodil za Jezusom in zato to odvrže. Torej, odpovemo se nečemu ne, kar je del mene, ampak nekaj, kar ugotovim, da pravzaprav ni del mene in da ne rabim več. In ta lahkotnost, ki jo slišimo v tem, ko je odvrgal in poskočil za Jezusom, čutimo eno lahkotnost, da ni bilo to
tako se je počasi dvignil, a ne, pa šel, a ne. Vidimo eno moč, eno energijo, a ne, eno lahkotnost, izhaja tudi iz tega, a ne, da zapuščamo tisto, česar ne rabimo. Nas to dela lahkega, razpoložljivega, a ne, za tak urn, strumen korak, a ne. Tako kot mi smo vzeli na tole pot, a ne, nujno, kar potrebujemo. Marsikaj smo pustili doma, ker vidimo, da ni nujno za to našo pot. oziroma Sinajske, god ima 25. novembra, živela pa je v 3. stoletju, bila je močenka, sicer kraljevega rodu, zavetnica mladine, predvsem pa deklet. Tako, naša pot s Bartimajem se nadaljuje. Sicer Bartimaj je slišal Jezusov osebni poziv. Lahko si predstavljate, da je bilo to za njega eno veliko doživetje, da je množice bilo ogromno, Jezus je šel mimo, bil je eden izmed mnogih, ki so želeli biti blizu Jezusu in je zaradi tega vpil. Jezus je tega Bartimaja vprašal: Bartimaj, kaj želiš, da ti storim? Se pravi, Bartimaj je skozi to začutil, da je Jezusu on pomemben, da Jezusa zanima, kaj je njegova težava, s čim se ukvarja, kaj bi rad in tako naprej. Ne? Tako da danes naj bi tudi mi poskušali v srcu začutiti Jezusovo skrb zame. Jezusovo vprašanje, kaj želiš, da ti storim? Svetega Jakoba, god ima 25. julija, prvi apostol, ki je umrl mučeniške smrti leta 44 po Kristusu. Je eden izmed najbolj češčenih svetnikov v Evropi. Romanja na njegov grob v Santiago de Compostela so precej znana. Nekateri izmed vas tudi že bili tam. Je zavetnik Španije, mornarjev, vojakov in klobučarjev. Sveti Jakob je bil sin ribiča Zebedeja in Salome, brata apostola Janeza. Živel je kot ribič v Galileji in se potem pridružil Jezusu in bil eden izmed 12 apostolov.
Naš Bartimaj je Jezusu povedal, da je njegova srčna želja to, da bi spregledal. Kako pomembno je, da res Jezusu povemo to, kar je naša srčna želja. In Jezus ga je ozdravil, ker je imel Bartimaj vero. Potem se pa zgodi nekaj, kar nas morda preseneti, ne? In sicer pravi, da je potem Bartimaj šel po poti za Jezusom naprej. Se pravi, Bartimaj se ni vrnil več nazaj, ni šel sedeti tam, kjer je bil prej, ni šel samo opazovati življenja, ki teče mimo njega, kot hodijo ljudje po poti, ampak je sam postal tisti, ki hodi. Prav na koncu Matejevega evangelija, Jezus reče besede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To so zadnje besede, ki jih je Jezus rekel svojim učencem. In ta Bartimaj je postal nov človek. Glejte, na zunaj se ni nič spremenilo. Ampak pomislimo, kako je slepi človek, kako se je ves njegov svet spremenil, ko je spregledal. Tako tudi je izkušnja naša, ko hodimo z Jezusom, ni treba, da se na zunaj karkoli spremeni. Naš notranji pogled, ko se spremeni, ko si nadenemo božji pogled na stvari, na ljudi, zaradi tega v nas postane vse drugačno. In lahko hodimo, ko smo prej samo sedeli. Pa prosimo svetega Jakoba, ki je zavetnik romarjev, pohodnikov, popotnikov, da bi se nikoli v življenju ne ustavili, ampak ne vedno pogum se odpraviti in hoditi z Jezusom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Drugega dekleta si boš izbral, ti boš postavil čisto name, jaz pa nikoli na te, ti boš postavil čisto name, jaz pa nikoli na te. Hvala, da sem smel biti z vami, sem obogaten. Če sem pa svojo besedo obogatil tudi vas, je pa še to boljše.